Kdaj vas, Saša, na to vprašanje odgovoriti? To so v Financah pisali zelo na veliko, 5% Euribor na pribitek 2%, torej 7% v seštevku. To je zelo tak, da pride do 5% rasti Euriborja. Kaj se mora zgoditi, da se dejansko povzpne Euribor na 5% in v kolikšnem času je to sploh možno, da se zgodi, ker nazadnje smo 5% imeli leta 2008, ko je bila finančno-gospodarska kriza, čez 5% je bil Euribor. Ampak takrat so bile razmere, okolje je bilo čisto drugačno, kot je zdaj. Ja, zdaj imamo lahko dober odgovor na tvoje vprašanje, ali pa malo manj dober odgovor na to tvoje vprašanje. Če šnem dober odgovor. Začnimo s slabim odgovorom najprej. Se veš, najprej treba slabo novico, pa poveš dobro. Jaz sem rekel dober, kaj manj verjeten. To bom začel z dobrim. Ne? Je to, da Evropa najde nek čudežno formulo tehnološke revolucije, ki omogoči nesluteno gospodarsko rast v naši regiji in posledično nam to omogoča, da imamo lahko tudi višje obrestne mere. Zdaj, to se mi zdi zelo malo verjetno, ampak bi bilo fajn, da bi imeli neko čarobno palčko, ki bi lahko tako čudežno gospodarsko rast, ta evropski čudež, razvili in da bi ta zelen prehod bil tudi dobrodošel za samo gospodarsko rast. Drug, bolj verjeten scenarij je pa ta, da bomo rekli, po prvi človeški katastrofi zdravstvene krize, po drugi človeški katastrofi kinetične vojne, se zgodi še kakšna nova katastrofa, ki bomo rekli, da dobro izgubimo vero v finančni sistem in posledično centralni banki ne ostane drugega, da ohrani svoj obraz kakor toliko nespremenjen in je primorana dvigati obrestne mere, da ohladi inflacijo, ki bi se približala 20%. 20%. Zdaj, če se naredi še en tak šok, kot smo ga videli, COVID šok, vojni šok, dobrinski šok, da se zgodi še nek dodaten šok, ki bo v bistvu še dodatno podražil vse, bomo rekli, stvari, s katerimi operiramo, zato da lahko živimo, potem se lahko inflacija, je lahko še ena runda inflacije dodatne se zgodi in posledično je centralna banka res primorana ubiti gospodarstvo, zato da bomo rekli, ne gremo na jugoslovansko pot te hiperinflacije. Zdaj, a je to zame verjeten dogodek? Ni, ker mislim, da smo ljudje še zmeraj toliko pametni, da lahko iščemo boljše rešitve iz tega, ampak to, a pa bomo lahko videli, bomo rekli, obrestno mero tam med 1 in 2% Euriborjem, to se mi pa ne zdi toliko neverjetno. Po kakšnem času govoriva to, v kakšnem obdobju? To recimo v obdobju naslednjih 18 mesecev. Od 1 do 2% Euribor. Ja, ker se mi zdi dolgoročna, gospodarska rast v Evropi se znižala v zadnjih, od finančne krize do danes, kar za kakšno odstotno točko in pol, po mojih ocenah, tako da normalna gospodarska rast v Evropi je 1%, vse, kar je višja obrestna mera nad 1%, je že zelo recesivno. Ja, ampak če bi se slučajno že pri 1 in 2%, mogoče utegnejo imeti določeni subjekti, podjetja, posamezniki težave z odplačevanjem posojil, postali smo zelo odvisni od poceni denarja, trg je bil poplavljen s poceni denarjem, centralne banke so naredili odvisnike iz nas, iz podjetij, iz posameznikov. Točno to, ampak tukaj bo zdaj ideja, ki bo, tukaj bomo videli, da bomo mi zviševali potencialno gospodarsko rast v Evropi, kar pomeni, da bomo določenim podjetjem, ki so se pač odločale v času, bomo rekli, flower power centralnih bank, neučinkovito ali pa nespametno, da jih bomo dovolili, da tudi propadajo in da lahko nekdo drugi nadomestijo z boljšimi idejami pa z bolj profitabilnimi produkti, storitvami, ali pa bomo šli, bomo rekli, se igrati protekcionistično igro, kar pomeni, da ne bomo pustili nobenemu, da propade in hkrati si, bomo rekli, uničujemo dolgoročno gospodarsko rast
in s tem se v bistvu zavedno, ali pa saj za en, bom rekel, pol življenjskega obdobja zaobvežemo ničelni oziroma negativni obrestni meram. Ne. Zdaj, če se zgodi to drugo, so obveznice danes postanejo zelo zanimive, ker za tem obdobjem visoke inflacije prihaja spet obdobje, bomo rekli, životarjenja. Ne. Zdaj, eni takih case studijev je zelo jasen. Ne. Pogledamo na Japonsko in vidimo, da obrestne mere negativne so lahko včasih celo dobre, ne. Ali pa pač ničelna obrestna mera je nekaj povsem naravnega. Ne. In predvsem tukaj, kar bi jaz rad izpostavil, da danes se v bistvu dogajajo priložnost, da se izboljša kapitalska učinkovitost, kapitalska lokacija, da je bolj učinkovita. In zdaj bolj, ko bomo pustili trgu prosto, kratkoročno lahko veliko bolj boleče, na drugi strani pa, če probamo biti trgu oziroma gospodarstvu delati medvedjo uslugo, sprejemamo več protekcionističnih ukrepov in bomo rekli, se kratkoročno pomagamo, dolgoročno pa mogoče ne. Zdaj, ob vsem skupaj se postavi še eno zelo pomembno vprašanje, kdo bo sploh kreditno sposoben v tej državi. Imamo se višjo minimalno plačo, posojila se bodo dražila, se pravi v upoštevanju makrobonitetnih omejitev Banke Slovenije, ki veljajo od leta 2019, se postavi vprašanje o kreditni sposobnosti Slovencev. Mogoče tukaj še ena zelo zanimiva informacija, ravno danes sem izvedela, kakšen je trenutni rabljen kvadratni meter v Ljubljani. Capital Genetics nam je priskrbel te informacije. 3644 evrov je potrebno trenutno odšteti za kvadratni meter v Ljubljani, cene leta 2015 pa so bile 2000 evrov, torej 82% so se v bistvu stanovanja podražila v 6 letih, 7 letih. Ne. In zdaj, če se začne Euribor dvigovati, bo to zelo, zelo vplivalo na nepremičninski trg, posledično tudi na poslovanje bank in tako dalje, na celo verigo. Ja, jaz tukaj vidim, če pogledam nepremičninski trg, ga vidim še bolj večplastno. Eno je definitivno, višje obrestne mere so negativne za nepremičninski trg, kar pomeni, da če pač se obrestna mera dvigne na 2-3%, dejansko ob rentnem donosu, ki ga ustvarjamo z nepremičninami, pač ni več ekonomike. To tveganje z vzdrževanjem in iskanjem najemnikov dejansko niti blizu ne pride nekemu risk-free donosu, ki je samo v bistvu ga plasiraš na banko in čakaš. Ne. Če gledamo potem kakšne daljše, recimo obveznice, če delamo za primerjavo stanovanj, kaj je nek kuponski donos, dejansko ne bo več konkurenčen trg nepremičnin temu. In rekel, višja je obrestna mera, bolje pod pritiskom teh 3644. To je ena stvar. Druga stvar, sama kupna moč. Bom rekel, če pač pride do višjih obrestnih mer, kupna moč gospodinjstvom pada, na drugi strani strošek proizvodnje raste in kar naenkrat se odprejo neke škarje, kjer bomo rekli, je teže najti ravnotežje, kakor mogoče v času, ko je vse, kjer je bila blaginja na vseh nivojih. Tretja stvar je pa tudi vprašanje, na kaj, bomo rekli, povprečni slovenski investitor v nepremičnine razmišlja, ko se odloči za nakup stanovanja. Kar je meni znano v dialogu z številnimi investitorji v ta sektor, bomo rekli, je zelo taka domačijska logika. Tukaj nekaj dam, nekaj denarja dobim nazaj v mesečni renti, pa hkrati se bo vmes zgodila hiperinflacija in to mi bo ohranilo vrednost. Ne. Zelo velikokrat je bom rekel, ta hranilec vrednosti nekaj, ki je motivacija, zakaj v nepremičnine. Zdaj, kaj pa, če inflacija ne bo tako visoka, kot vsi mislimo, da bo? Pa gremo nazaj na japonski scenarij. Pa smo v bistvu kupili neke precenjene naložbe
donosu, ki pač je ob vseh stroških, davščinah in bomo rekli temu, ne odraža več nekega donosa, da se ohranja vrednost, ampak bi v bistvu postal hramba nepremičnin, kakor je hramba denarja na depozitih pri banki, strošek. Kaj pa takrat, ko bo ta, bom rekel, špekulantsko kupovanje lahko postalo breme. Jaz vidim v trgu nepremičnin kar nekaj prostora za kakšno korekcijo, ki ni nujno samo povezana z dvigom obrestnih mer. Ja, še vedno pravijo, da je ponudbe še vedno premalo na trgu, zato cene tudi raste, povpraševanje je večje od ponudbe. Skratka, zdaj si že parkrat omenil